Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Lamaj in Bortros, dobro jutro, dober dan, bomo rekli, ne? Dobro jutro. Dobro jutro. A je še? Ja, je še. Je še. Jutro. Za glasbenika jutro traja do kdaj? Do 12. ali do 2 popoldne ali kako? Ko imaš otroke, je to pač ob 6 si av. Ampak to pomeni, da je otrok živahen, da bo morda tudi glasbenik ali kaj takega, ne? Tako da ni vse minus, kar se zjutraj zgodi, ne? Ne, ni. Dajte mi začetku povedati, kdaj se je začela vajina zgodba in kako, recimo? Leta, boš ti bolj vedel, katerega. 2016 si prišla snemat. Ja, Tako nekje, tako. ja. Jaz sem tisti čas delala v optiki in je Borut prišel po nova očala in mi je rekel, pa kaj boš ti kaj pela ali boš samo očala prodajala. Ker sem prej vedel, sem jo poznal prej, Ja. sem vedel, da ima ful lep glas, ne, in pa jo gledam tam v optiki, reva boga, ne, se bori, ne, sama sabo, se rekel, dej, ne, prid, ne, in tako si začelo, ne. Dober pick-up line sicer. Ja, Recimo, če je kdo slišal, ne? Če bo kdo uporabil za kakšen pič v reklami, avtorske pravice so z današnjega dne. Glasbeno, formalno izobražena, kaj? Ne, jaz nič. jaz pa 2 let trobente v nižji glasbeni, Potem pa samo učnost. samoučnost. Samo učnost. Namest motorja za birmo sem si synthesizer želel, ne, in tako se je potem razvijalo, ne, naprej. Glasbeno sta se hitro našla v tem stilu, ali si se ti prilagodil Lari ali Lara tebi, recimo? En drugemu, ne. Ja, ampak se mi zdi, da sva od štarta izhajala iz nekih istih idej, želja. Ja. Danes vaju gostimo tukaj kot Lamaj in Bortros. Sicer so singli kot Lamaj, pa singli kot Bortros, pa singli Lamaj in Bortros. Kako to funkcionira? Recimo, koliko sta solo, koliko sta skupaj, recimo kot artista? Da... Mislim, da je to najn prvi skupni nastop, ne? Mislim, skupni v smislu, da je res združeno, da nisva samo en za drugim. Tudi za en koncert se skupni pripravljava zdaj v City teatru 23. januarja, pa sva rekla, dajva enkrat skup narediti nekaj, ne? Ker nisva nikoli tako veliko skup nastopala, ne? Razen kakšne privati te stvari, ne? Tu gremo tako, ne? Ampak ko je Lara rodila prvič, od takrat že se to nisva malo šla, ne? postavlja. Nikamor, ne? Ja, mislim, da. Ja, potem se spremeni seveda tudi morda pristop do ustvarjanja glasbe, ne? Ja, Urnik absolutno. je drugačen, inspiracija pride tu in tam, tudi med menjavanjem plenice po lastnih izkušnjah ali kakorkoli. Recimo, kako poteka vajen ustvarjalni proces, recimo? Kdo koga prej opomni, spomni? Pa opominjava, mislim, da se kar drugega, no? To je pa Oba. tudi vse, ne? Do tam pride Ja. na ustvarjalni proces. Logistika potem je bolj problematična. Izvedba, ne? Ja. Ko imaš par otrok, ne, je težko najti tisto pol urco, da kaj narediva skupno. Ja, pa s tem, da Borut dela tudi ogromno za druge, tako da ja, morava pa že kar Je Lara urnike. zmeraj zadnja na vrsti, hotela reči. Ne. Ja, tako, Kovačeva kobila, ne? Ampak poglejte, ne, telefon ima recimo funkcijo snemanja, ne, tako da če pride kakšna melodija, kakšen zvok, lahko mimo grede tudi si kaj, To pa imamo, ja. Narediš, Tega je pa ne. polno na telefonu. Ja. da se potem usedete, ko je čas in rečete, dobro, zdaj bova pa šla tako in tako. Avtorsko je vse, koliko se meni zdi pri vama načelno, Vse. ne. Ja. Besedilno, glasbeno si razdelita svoj delež ali niti ne? Vsi, ne? Ja, zdaj pri mojih pesmih večinoma, bom rekla, besedilo več ali manj jaz, oziroma oba, kar se pa glasbe pa nažmaja tiče, to ima pa Borut čez. Tako. Pri tvojih pa si pa itak Pri mojih sem pa- deklica za vse, Ja, več ali manj. Tako Don Quixote kot Sancho Panza. tako, evo, tako. Hkrati ne bo pa še No, kakšen- edino tega, ki si najdu, tega je pa to, kar so dan napisal. No, vidiš, evo. No, ampak dobro, glasbeno Ja. se nekako sta se našla. Dobro, da malce predahnemo. Eric Clapton za začetek, tvoj izbor, Borut. Ja, meni je Eric Clapton tako kar globoko v srcu. Muzičar je, ne? No, pa tudi Lara se verjetno ne brani. Ne? Ne, absolutno ne. Dobro, prisluhnimo Eric Claptonu, potem pa nadaljujemo s pogovorom. Radio SI Main Stage. Tako Radio SI Main Stage, Lamaj in Bortros. Koncert se bo zgodil ob 10:15, ampak dajmo se še malce vrniti k vama. Koliko materijala je do zdaj recimo izdanega strani Lamaj, strani Bortros? Albumi, singli recimo. Oba imava po 2 albuma. Zdaj, Tako. pesmi imaš po mojem ti malo več, ne? Mogoče kakšne Ja. 2, 3.
Začelo se je in nadaljuje se na podoben način, ali ste kaj spreminjali vmes, glasbeni stil, liriko, karkoli recimo? Če sama ocenite za nazaj, sta šla v kakšno drugo smer ali vztrajate pri svojem? Mogoče malo spremenjava, ne? Se trudiva malo, ker so dosti melanholične stvari, ne? In se trudiva malo iz tega ven, ampak nama glih ne uspeva veliko. Naj vleče nazaj. Naj vleče nazaj. Ampak ja, aranžmajsko se trudiva malo drugače, pa tako. Jaz dost grem nazaj zdaj v te inštrumente, v natur zgodbeno. Starejši sem bolj me v to vlečene. Te razni programingi, pa to me iritira, ne. Tudi razni sinti iz računalnikov. Imam rad kakšen Hammond, ta prav, pa kakšen sint tak, vintage, ne. Tako, ful pazem pri inštrumentih, no, da probam nek pure stvar dobiti, ne. Ta glasba morda malce zadiha, ne? Ja. Kako je tebi recimo kot vokalistki, imaš zraven band, imaš zraven tudi Boruta, recimo, kako se znajdeš v tem prostoru v smislu, ne vem, da vsi vedo, kje si, kaj počneš, da sledijo recimo, kako boš vokalno linijo spremenila, kako ta nek organizem recimo na odru deluje? Mislim, super z našimi fanti, no. To jih moramo res pohvaliti, res smo tako kot ena družina. In je čist drugač biti vokalist, ko čutiš, da je band za tabo, da ne glede na to, kaj se zgodi, da te bo ujel. Ker vokalisti radi zabluzimo kdaj, ne? Ampak ja, mislim, meni je s temi fanti res super, no, se mi zdi, da smo res se poklopili, da sva super ekipo sestavila. Ja. Kaj pa recimo kakšni nastopi kot duet, to vama tudi gre skozi ali raje tak bendovsko recimo? Mislim, greva kakšne te privat stvari kdaj odigrati za kakšno podjetje, ne. Ampak redko, no. Nama vsede z bendom, no. Ko imaš bend zadaj, ipak smo prišli iz bendovskih krogov, pa kot mladi smo v bendih bili, ne. In nama to paša, no. Je pa po drugi strani tudi prednost imeti solo projekt, ker ne rabiš usklajevati z 10 ljudmi, ne, kar je velikokrat težava, da bendi tudi razpadejo, ne. Ampak ti naši pobje so tako odrasli ljudje in štekajo vsako stvar in res se ni težko nič zmeniti, ne. Ja, v glasbi, ne, nasploh pri ustvarjanju je velikokrat krotenje lastnega ega recimo velik izziv, ne. Zdaj sploh, če si na dolgi rok in če želiš nekako ustvarjati, po drugi strani je pa ta nek ego, samozavest potrebna, da si sploh upaš, da greš ustvarjati, ne. Zdaj, če pogledate na svoje glasbene začetke, ampak zdaj, kdaj se vam zdi, da je bilo lažje ali težje ustvarjati? Zdaj, po toliko letih, ko si že nekaj dal za seboj, pa misliš, da ne bom zdaj razočaral sebe ali koga, ali ko sta bili mlajša, ko sta pač posnela, pa je bilo, kar je bilo? Ja, zame lahko rečem, da mi zdaj definitivno težje, ja. Imaš 1000 misli, kaj pričakujejo od tebe, ali vleč neko rdečo nit od prve plošče pa naprej, ali bolj bendovsko. Ja, prvo ploščo smo pa pač od komada do komada sva pač delala, brez nekih hudih planov, no. Meni je pa obratno zdaj, ne? Meni je bilo prej težje, zdaj se mi pa tri pipce. No, ne, kaj bo kdo rekel, in zdaj sem res ratal avtor tak, ki sem si želel biti, ne. Pač, ko spustiš to iz rok, ne, enkrat pa rečeš, zdaj pa že cajt, ne, da kaj narediš tako, kot ti paše. Tako da, jaz sem šele zdaj začel v pravo smeriti, no, tako bom rekel. No, ampak je pa seveda povezano s tem občutkom, ne, ti moraš začutiti, kdaj se lahko spustiš, ne. Ja, itak, vse to z leti vidiš, kako se stvari pelajo, ne, in začutiš, ne, slej ko prej. Ja, včasih so rekli, ne, bendi temu fenomen drugega albuma, ne. Ja. Ta je bil vedno najtežji, ne. Ja, so rekli. Jaz sem dobil 2 rane na želodcu, recimo, ko sem drugi album končal, tako da je bil sigurno najtežji, ne. Sploh, ker sem si rok tak postavil, da sem mogel cele noči delati, ne. Tako da je najtežje. Tretji ni nobenih rokov. Ja. Ampak vidva sta zdaj oba samo glasbenika ali samo ti, ali samo Lara, ali kako? Da rečemo, še nekaj povej. Mislim, ja, oba sva v glasbi, ampak delava pa
Ne? Še 100 stvari zraven, da preživiš. Ne? No, vse zato, da bi nekdo rekel, ok, v Sloveniji seveda 2-milijonski trg, samo živeti od glasbe, pomeni veliko airplaya, pomeni veliko koncertov, pomeni tudi delati ne samo to, kar čutiš, ne? Ja. No, jaz živim od glasbe, ampak na različnih področjih. Igram tudi v wellnessih, ne? Me ni sram priznati, pa da grem 2 ure igrati zvečer. Ne? Tako da studio produciraš drugim, ne? Moraš veliko stvari delati, da v Sloveniji lahko preživiš od tega. Ne? Da bi zdaj bil samo artist pa ustvarjal, bi bilo težko, ne? Bi rabo še 20 let, ne? Da bom že odpal. Vse stranski glasbenik ali glasbenica v tem primeru. Dobro, malce vas bomo pustili zdaj v studiu, da se nekako zvokovno nastavita in čez kakšne pa ure pridete ponovno nazaj, pa da vidimo, kakšen je prvi vtis recimo te naše dnevne sobe s kamero. Hvala lepa za enkrat. Hvala vam. Radio SI Main Stage. Lamaj in Bortros, lepo pozdravljena nazaj. Živa. Zdaj sta malce začutila tale naš prostor, ne, da ne rečemo dnevno sobo, main stage oder, kakšen je občutek recimo? Meni je super. Meni tudi, ne, super. Super ekipa, vsi prijazni. Mislim, da se lahko marsikdo zgleduje po vas. Tako da... Hvala lepa. Da pa ne izpostavljamo samo vaja dva, prišla sta z bendom, ne? Kdo je še zraven? Jaz povem. Dej, Borut, svetu. Jaka Darovec je na bobnih, na basu Matic Franko, Tico, Hefe Borut Perše na kitari in Jarni Šuštaršič na klaviaturah. In to je band, ki ima ime, ne? To je band, ki ima ime. S vama igra in to. Ime Nomadi, ja. Sicer se sami nič noče kaj veliko promovirati, ne? Ampak so fajn, no? Tako da pevke, pevci, če rabite. No, ampak vendarle je treba vendarle je potrebno izpostaviti, no, da se ne pogovarjamo samo, seveda pogovarjamo se mi trije, ampak vendarle ne, prišla je ekipa. Ja. Danes bomo na main stageu slišali kaj recimo. Zdaj točen vrstni red ni treba zdaj povedati, ampak kaj recimo, nek prerez tvoje, vajine, tvoje, kako? Ja, v bistvu ja, kompleten prerez. Po naslovih želim. Po naslovih, ja. Kar se mene tiče, spet slišim, Mali strahovi, Najina sonca, pa še eni moj, kateri moj? Ja. Pozabila. Tudi jaz. Dobro. Še en bo. Set lista je važno, da fantje vedo kaj in kako. Ko čutim te jaz. Tako, evo, hvala. Viš, to je zelo pomembno. Ja. Skratka, nekako smo tudi v koroni začeli te video prenose, ne? Se pravi, ne, kamera. Je seveda drugačen feeling, ne? Ni čisto isto, kot da bi snemal komade, ampak kako je recimo, vidva vajna glasba je vseeno bolj, bomo rekel, intimna tudi, ne? Kako je potem se uživeti, ko recimo ni spodaj nekega feedbacka? Mislim, ne vem. Po eni strani lažje, po drugi Jaz, ko sem kamere videl, sem rekel, fuck, ne, veš, kaj moramo zdaj narediti, ne, veš, to, nismo navajeni mi skozi biti pred kameram, ne, in predvsem to, zdaj, če so ljudje, niso ljudje, tudi tega smo navajeni, ne, tako da to ni noben problem, če v steno igramo, sploh ni debate. Saj tam je tonski tehnik, pa malo z njim komuniciramo, ne. Tako da vse eden bo slišal. Tako nekdo je, ne. Ja, je pa res, da ne, če se koncert prenaša preko radia, tako danes imaš v bistvu verjetno več poslušalcev, kot si jih imel na koncertu, recimo, ne, lahko. Ja, sigurno. Tudi z te perspektive. Ja. Se trudimo za njih, ne. Ja. Reč bomo posneli, kot smo že omenili, potem bosta imela možnost te posnetke tudi deliti. Kako sta spoprijateljena z družabnimi omrežji, recimo? Lara je bolj kot jaz, mislim, bolj jih obvladano, tako bom rekel. Jaz ne obvladam nič. Tudi mene je že čas povozano, bom rekla. Čas povozil v smislu, da nisi zajadrana na TikTok ali v Ja, kakšnem? TikTok sploh ne. Instagram, Facebook, na to sem omejena, pa še to se mi zdi, da sem ostala nazaj. Ampak recimo, zdaj dosti mlajši bendov, ko smo se tukaj pogovarjali, stavijo vse na Instagram, recimo, ne? Zdaj naša generacija, če rečem, ali pa malce starejši bolj na Facebook, od tega je mogoče odvisna potem tudi ciljna publika, ne? Ste vidva kdaj razmišljala, kdo ali kaj je recimo vajena ciljna publika, ali je zelo raznolika, tako po letih kot drugače? Recimo, lani na koncertu smo imeli najstarejšo 93 let, moja babica. Pa najmlajši je bil 8 let star, tako da moj sin. No, to zdaj veš. In vmes je bilo vse, ne? In vmes je bilo vse. Ja.
Tako da ne, ciljno, mislim, Mislim, da je kar široko, ne, po letih. ampak tako, na splošno je pa nekje mojih let, ne. Tako da tam Ti moraš povedati zdaj, kaj so tvoje od leta. 40 do 50 let. Ja, recimo, naša ne. leta, kot sem dejal. Ja. Tako. Dobro, zdaj, če smo že pri tem, mi smo še tisti, ki smo na police recimo radi CD-je postavljali, pa tudi kakšen LP smo imeli, ne? Zdaj mlajše generacije so spet LP-je odkrile, Ja. drugače je vse pretočno. Vidva sta albuma izdala v fizični obliki, nameravata to početi recimo še naprej? Ja, jaz ja. Lara najbrž ne, Lara je bolj moderna, moram reči. Ne. Mislim, Jaz sem pa tak, rabim neki lepo je imeti dati, ne. izdelek, ja, v Ja, rokah. tako. Je pa res, da zdaj, ko pač CD-je prodajajo ali pa delijo ali pa kakorkoli, da večina ljudi jih nima kam dati. Tako da... Ja, v avtomobilih Na polico. novejšega, Ja, na polico, ja, tako, polico. ja. v avtomobilih novejšega datuma je res več CD-playerov ni. Polica doma tudi, seveda zdaj mi, ko smo še s časom, ko smo sestavljali, ne, ko smo rekli, kako po domače, feštekarija, ne, Ja. različnih znamk celo, ne, smo še nekako glede tega. Ampak dobro, po drugi strani, glasba se veliko posluša v avtu, ne. Ja. Potem ta streaming platforme, recimo, to sta najbrž tudi prisotna. Sva, ne? Ja, sva, ja. In potem, Spotify in Aj, podobno, Spotify, sva. Ja. in To nam založba gor da, če ne bi bila prisotna. Ja, ker brez tega dan danes recimo pač ni tistega nekega kanala. Ne? Ja. Kaj pa sama recimo kot konzumenta glasbe? Če zdaj damo na stran, ok, vidva sta glasbenika, damo na stran kot konzumenta glasbe. Greste na kakšen koncert, poslušate doma kaj ali kako recimo? Jaz na koncertu nisem bila po mojem že njih 5 let. Ja, sigurno. Doma pa poslušamo, ja, to pa ja. Jaz sem bil pa na enem koncertu v zadnjih 5 letih na MEF-u. Je bilo super, dober feeling se je peljati na koncert od nekoga drugega, no drugače. Zato ravno. Ja, jaz bi šel večkrat in Lara je sigurno, samo malo pač obveznosti in otroke in večinoma jaz igram med vikendi in evo, ode koncerti, ne. Tako da nič kaj veliko ne... Tudi zato bo čas prišel. Tudi zato, ja, kasneje, ne. Ja. Poglej, ne. Ko tudi vinilk no več bomo imeli, da pa na koncerte hodila, ne. Recimo, dajte mi povedati, kar se tiče samega ustvarjanja glasbe, koliko sta samokritična, ko posnameta? Kolikokrat, ja, ni to, pa še bo treba, pa bom tako. Koliko je, ok, bo, recimo, kdaj pride ta, ok, bo, je v redu. Pri Lari nikoli, jaz se pa tudi enkrat zadovoljim, no, se rečem, ajde, dajmo nekaj ven, ki nas že kdo čaka, ne. Marsikdo na založbi, recimo, ne. Lara je pa zelo... Mislim, si tudi ti znaš biti, no. Ampak ja, je pa z tega vidika fajn imeti kdaj kakšen datum, kakšen rok, ker drugač se kar znaš zaciklati, pa meseci se spremenijo v leta in... Ne znamo biti obrtniki, no. To je tudi problem velik, ne, ljudi, ki se ukvarjamo z glasbo, ne. Da pač predolgo vlečemo ene stvari in pol te itek že mine vmes, pa moraš prespati, se pravi par mesecev, da ti komad spet všeč, pa ga pol mogoče skončaš, ne. Če ne, pa spet par mesecev, ne. In tako, sem prvi album delal 10 let, ne. Drugega sem delal 9 let. No, ampak si pa vmes kar veliko neke druge glasbe producirali, Ja, so producirali, ja. tako da v tem stiku sta bila. Kar se tiče sodobne glasbe ali sodobne produkcije, bomo rekli, ne sodobne glasbe, koliko spremljate, kaj je aktualno, recimo nove svetovne trende, kak se vam zdi, kam je glasba odšla? Vemo, 70 se je imela temu, kar danes rečemo, stari rok, 80 so bila tako zelo pozitivna, 90 z grungeom malce drugače usmerjena. Kaj pa zdaj? Se vam zdi, da imajo današnji časi sploh kakšen zvok ali je vse tako hiperproducirano, sladko, hitro ali kako recimo? Bom jaz, lokomot. Kar dej, ti si bolj veš. V bistvu je tako, da rečemo 80% glasbe že kar podobno zveni. Predvsem tudi zaradi tega, ker se je v studijih spremenila oprema, ne. Veliko ljudi dela in the box, to pomeni miksa na računalnik in ima tam monitorje. Včasih so pa imeli kakšno mešalno mizo, kakšen zunanji kompresor, dobre vintage reverbe. In to se malo izgublja, ampak so ljudje, ki na to prisegajo, hvala Bogu, ne. Recimo, jaz imam doma mešalko staro 40 let, ne. Od Chris Rea je bila prej, ne. In če poslušaš tisto glasbo, ne, takrat, kako je on delal stvari, je razlika, ne, huda razlika je, ne. In meni je žal, da je tako, no. Po drugi strani pa ljudem to omogoča, da so hitrejši v studijih, ne, in
avtomatiko lažje delaš na kompjuter, ne? Tam moraš pač zmiksati in ni povratka, če ti čez 2 dni nekdo reče, premalo je kitare, gotovo, ne? In to je problem, ne? Zaradi tega se mi zdi, da se ta feeling, ta žmoht, ta 3D slika, ki jo ima glasba lahko, ne, se izgublja. Morda je manj tistega nekega zraka, kjer bi glasba zadihala, ne? Ja. Vidva si na odru vzameta čas za ta nek občutek, ne? Verjetno, ko poješ in ko izražaš, moraš vdihniti in izdihniti, ne? Ali čutiš na začetku nek zakrčenost, recimo? Tudi, ja, jaz sploh, no, ker nisem toliko na odrih kot Borut je res skozi za mikrofonom. Ja, čutim malo tiste napetosti na začetku, ampak ti spol spusti. Sploh zato, ker moram še enkrat band omeniti, no, ker ima res super band in je hiter dober občutek in se sprostiš v to. Če pogledate nazaj, kateri koncert vam je recimo bil ali vaj nastop, no, katerega se res rada spomnite, oziroma če rečem zdaj koncert, kaj vidite, kje sta? Jaz se naraj spomnim koncerta na Valu 202, ko smo bila takrat v akustični izvedbi med korono. Ne? Ja. Takrat so bila najbolj skregana, ampak Ja. sva najbolj začutila. No. Tisti moment je bilo the best. Ne? Ja. Sprej, besedilo in glasba se je nekako poklapalo, ne? Ja, tako. Kaj pa recimo nek kotiček, venue, oder, kjer bi si recimo v Sloveniji, ali rečem globalno, pa recimo vsaj za začetek v Sloveniji, želela igrati, pa še morda nista, kaj se vam zdi tako primeren prostor, recimo, kjer bi lahko zazvenela kot zvenita? Če je kaj takega, če pa ni problem. Meni to, ko vsi sanjajo križanke pa stožice pa te stvari, to sploh ni v glavi, nikoli bilo. Ne? Mogoče še kdaj pride, hvala Bogu, ne bom se branil. Ne? Ampak bolj so taki prostori, ne? Bolj intimni, za manj ljudi, da zveni čim bolj akustično, da ni vse na frštekaraju. Tam bolj najna muzika sede, pa ljudje bolj pristno začutijo. Velike odri niso za nas, no. Moje mnenje. Ne? Ja, jaz se strinjam. Koliko pa komunicirate potem s publiko, recimo? Borut velik, jaz pa malo. Meni je skoraj nič. Meni je super pet, ko treba pa govoriti ali pa animirati ljudi, tle nisem najmočnejša, je pa Borut. Borut bi pa lahko imel 1 uro stand-upa. Po drugače se rada smeje, pa tako, pa zabava. Ne? Samo tako je na odru, pa malo je težko. Ne? Ja. Mora spoznati ljudi, no? Tako, to je predvsem pri njej. Ne? Jaz pa vsak dan vidim ogromno ljudi, recimo v wellnessih vsi, ko pride kolena menati pa to, ne? Mi pričamo, ne? Tako je, malo se pogovarjamo, malo pa igramo, ne? In samo tam navajen, ne? Skozi ropotati, ne? Kam tam moraš, ne? No pa se to je dobro, ne? V bistvu, da se tako lahko dopolnjujete na odru, ne? Kako bi bilo, če bi bila oba, ne vem, Tiho, ne? hiper-ekstroverta ali pa oba totalna introverta, ne? Tudi ljudje, seveda, vsi vemo, ne? Ko greš poslušati sploh glasbo v živo, nekako se probaš identificirati ali s tem, kaj slišiš, ali s tem, kaj vidiš na odru, ne? To nas dela te Ja. to je ta človeškost, ne? Ja, res je. No, se to je bilo meni tudi pri Mefu zanimivo, ko sem bil na tem koncertu, ne? Kako je on, super pesmi ima, ampak smo tudi vsi čakali, da bo kaj povedal, ne? Mene je to, sem šel čist napolnjen domov, tako spet za najbrž 5 let, ne? Ampak je pomembno to, ne? Kaj poveš, kako poveš, da daš ljudem, no? Pa predvsem, da si iskren, pa da si tak kot si, ne da glumiš tam, ne? To... Da je skladje, ne, z besedo, zvokom in s prezenco. Ja. Da se malce predahnemo, Lara, tvoja je naslednja, ne, First Aid Kit, odkot si jo potegnila, recimo? Jaz imam njiju ful rada, no, te 2 švedske sestre. Všeč mi je, kad dela ta natur glasbo, no, tako dušo pogreje, ni umetna, ni tako, kaj zdaj večinoma, no, kar se dela na hitro. Ja. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, Lamaj in Bortros. Koncert bo ob 10:15. Prej smo nekako omenili, kaj bomo slišali, na uro ne bomo gledali, ne? Ker približno se ve, kakšna minuta, 6 minuta manj nekako gre. Kakšni so načrti za v prihodnje, recimo Lamaj zase, ti zase ali oba skupaj, kako? Recimo? Nekaj malega še nastopov, zame, no, v decembru, ja, pa priprave na City Teater. Tam pa bosta oba imela koncert ali kako? Skupaj. Ja, Z bendom. združena verzija. Ja, Se pravi, to, kar danes tukaj vidimo in slišimo, ampak seveda tako. v malce širšem. Še saksofonist pride, tako,
Bolj lepo. Danes ste s seboj pripeljali, torej, koliko različnih inštrumentov bomo slišali, kakšen je sestav benda, recimo, kaj bomo? Boben, bas, kitara, klaviatura, to je to, pa jaz igram še akustiko zraven na nekaterih komadih. Potem pa, kot si dejal, recimo, včasih lahko še kakšen saks zapaše zraven, recimo? Ja, imamo enega Ivan Pipič, en super glasbenik, drugače še Primož Moškon, član benda, ampak imamo žal eno situacijo letos težko in ni z nami. Pa tudi Dejan Slak je tudi član Nomadov, ne? Dejan, ki zdaj pri Murphy igra bas. Ne? Lahko to že poveš? Tako da, jebi ga. Kaj Slejka, Ja. poznamo že od marsikaterega. Kaj ga pa skrivajo? Ne? Ja. Mislim. Sorry. Nisem vedel, še ne smeš. Ja, ne vem še, ampak Dobro, okej. zdaj vemo. Ne? Ja, zdaj. Slejk je pri Murphy. Če kdo ni slišal. Ja. Tako, no, nas je več, no. Pol pa po občutku vzameš, kar rabiš, ne? Ampak najraje gremo vsi skupaj, tudi če gremo v minus, ne? Ampak je fajn. Najlepši koncerti so v kombiju, ne pravimo. Tam je zabava. Ne? Ja. Kombi, ne? Imate kombi ali se z avti skupaj vozite na špil ali kako je to? Imamo kombi, tako da se napokamo not in je super. Ne? Kako je potem tisto, jaz vozim, ne pijem? Vedno vozi Borut. Ja, ampak enkrat me je pa Tico mogel Ja. zamenjati, ne? Basist, on je zelo tak človek reda in njemu zaupam, no, da voz, ne. Čeprav še malo poškilim, ampak okej, ne. Navajen sem vozt in zmeraj furam po teh špilih, ne, in tako, ne. Pa fanti lahko kakšen pir spijejo tudi, ne. Ampak dobro, ne, vidva sta človeka, ki vam glasba ni samo studijska obveznost, rada sta tudi na odru, rada tudi igrata. Je ta nek kompleten posel, recimo ta zanimiva reč, se pravi snemanje, nastopanje, vožnja tja, izdaja albuma, promocija, to je nek paket, ne. Kako se znajti potem, ne? V bistvu sta sama sebi svoja menedžerja ali imata koga, ki vaju pokliče s seznamom ali vam pošlje kakšno Excel tabelo, recimo? Buh ne da Excel, jaz ga niti nimam v kompjutru, ne. Sama sva za vse. Mislim, sami smo za vse. No, Plus, albuma sva izdala pri Niki Records. ja, In, to itak, ne. Založba je super, priporočam bendom, izvajalcem. Ampak te špile pa to si rihtamo sami. Veliko nama pomagata pri PR-ju Anja Pavlin pa Martin Lunder iz Nike Records. Tako da smo ena taka fajn zasedba, razširjena, no. Tako, ne. Dobro, peščene ure si ne dajata, ne? Peščene ure si ne dajata na mizo, ne? Ne, buh ne dej. Lara jo da, ne, ampak pa čez čas umakne. Nekako ne gre pesik čez, veš. Dobro, Lamaj in Borut Ros, vraji Lara in Borut, hvala lepa za obisk v studio. Hvala vam. Hvala. Želim še naprej dobro ustvarjanje glasbe, da ne zmanjka, ne? Idej in pa dober koncert danes na Main Stageu in zagotovo se vidimo in slišimo še kje. Hvala lepa, hvala. Radio SI Main Stage.